Stanovanje sva izbrala še v času gradnje, tako da sva se lahko pravočasno vključila in po svoje z arhitektom bloka v bistvu dogovorila neke spremembe, ki so nama veliko pomenile. Mlada arhitektka in njen partner sta v Šiški v Ljubljani kupila novo neopremljeno stanovanje. Počasi sta dodajala kos za kosom, barvo tu, rastlino tam in tako sta odkrila svoj življenjski slog. Pozdravljeni, sem Danaja Jovandič, arhitektka in delujem v okviru Jagoda Studia. In danes smo v našem stanovanju v Šiški. Dobrodošli. Kako sta pa oblikovala to stanovanje? V kakšnem stanju je bilo, ko ste ga našla? Kako ste si ga preuredila? V bistvu je bilo mišljeno, da je stanovanje dvosobno najprej, torej da je spalnica in še ena ločena manjša soba, katero smo se potem odločili ne realizirati, ne postaviti predelnih sten. Tako da imamo v bistvu ta večji odprt prostor. Kuhinjo sva zasnovala na drugem mestu, da je v bistvu središče dogajanja, da je tudi sama zasnova kuhinje taka, da je več svetlobe prehodne, ni visokih omaric. Potem recimo odprtino sva naredila še na drugi strani za spalnico in v bistvu tle dobimo eno tako krožno pot okrog te osrednje nosilne stene. Potem sva pa naredila tudi manjšo spremembo pri kopalnici. Najprej je bilo mišljeno, da je WC posebej in kopalnica posebej in v majhen drugačni obliki. Midva sva jo pa združila in naredila eno tako dolgo potezo in ločen hodnik, ki se v bistvu dopolnjuje ta vstopni del. Noben interjer ni zares končan, ker potrebuje neke osvežitve, spremembe, tako kot mi ljudje sami. Ko vstopimo v stanovanje, v bistvu vstopimo direktno iz hodnika, zato sem zasnovala tudi to zaveso, da ta prehod med zasebno in javno majhen zamejimo. Ta zavesa pri vhodu nas v bistvu ščiti pred pogledi iz hodnika, da imamo vseeno neko zasebnost, ker nimamo nekega predprostora. Tako da jo lahko zagrnemo ali odgrnemo in v bistvu doda še neko teksturo in tudi majhen zvočno zaduši odmev. Pa tudi vedno pospravljeno zgleda. Točno tako. Potem se nam odpre ta velik dnevni prostor, v katerem sta dnevna soba in kuhinja. Potem sva pa dodajala različne kose starega pohištva, ki sva ga prenovila, nekako predelala. Recimo tale miza je bila včasih črna, sva jo zbrusila in je zelo lepo dodala oziroma ohranila te letnice teh sestavljenih koščkov. Recimo to rumeno omarico sva našla v centru ponovne uporabe. In je bila mogoče prvi tak drzen barvni kos, ki si ga mogoče, če bi jo naročila pri mizarju, niti ne bi upala iti v tak ekstrem, ampak se je izkazalo, da tukaj super deluje. In potem so v bistvu te kosi kar tako nekako spontano prihajali. Se je našla ta preproga v spet teh rumenih tonih, se je super povezala s parketom. Potem tale sedežna je bila tudi najdena kot iz druge roke na internetu in je spet tak super barvni poudarek. Potem sem pa to nadaljevala in dodajala neke kose še drugih barv. Potem smo pa dodali kontrastno črno kuhinjo, zato ker je pač taka nizka in je spet en poseben poudarek. Ta stena je bila bela, pokitana, pa nama je manjkalo neke teksture, zato sem jo v bistvu v roku parih tednov s kladivcem uspela zluščiti. Pa dodaja spet eno tako posebno noto, sicer je zelo mogoče industrijska, surova, z nepravilnostmi, ampak glih to nama je nekako privlačno. Zanimiv je ta spodnji kuhinjski element, ki je globine 80 centimetrov in s tem smo pridobili prostor za opremljeno ozadje, ki sem ga zasnovala kot odsejevalnik, prostor za začimbe, prostor za nože in vtičnice, stikala in super deluje.
dobite veliko neke dodatne odlagalne površine? Ja, zelo je praktično, kadar sproti splahneš, opereš stvar, jo samo obrneš okrog, odložiš zadaj in super funkcionira. Za dnevno sobo smo zasnovali ta podest zaradi same geometrije prostora. Najprej smo za to sedežno odlagali vrečke, škatle in se izkazali, da to je super kotiček, ki ga je treba prekriti, in smo s tem v bistvu tudi ustvarjali tako višinsko razmejitev prostora in smo mu v bistvu eno veliko vrednost dodali s tem. Včasih je lahko tam tudi miza z delovnim kotičkom in recimo je super, kadar stojiš gor in imaš pogled na celo stanovanje. To se mi zdi res prednost. V tem podestu imamo veliko prostora za shranjevanje stvari. Zasnovanje tako, da ima ogrodje konstrukcije so leseni morali, tako da imamo v bistvu en velik, širok prostor, lahko not pospravimo tudi smučke, recimo. Potem je tista kotna omarica, ki zapira ta oster kot stanovanja, ki bi bil sicer popolnoma neuporaben, pa so noter knjižne police, veliko enih stvari pospravljenih tudi tam. V samem začetku, ko smo začeli s prvimi kosi vgradnega pohištva, sem jaz si zelo želela dati nek nevtralen material, ki bi bil hkrati malo drugačen. Zato sem v bistvu z mizarjem naredila par poskusov glede brušenja OSB plošče in barvanja. Tako da smo se pol odločili za eno malo bolj fino strukturo OSB plošče brušene, ki jo je potem prebarval na pol mat belo barvo in v bistvu se pojavlja v teh vgradnih delih omar, front stanovanja. Lahko nadaljujemo po hodniku do te vgradne omare, ki je hkrati neke vrste utility. In za vogalom je potem neka osnovna kopalnica z umivalnikom, WC-jem in manjšim tušem, ki sva ga pustila kar odprtega, zato da v bistvu ta kopalnica deluje kot en prostor večji. Kopalnica in WC sta bila zasnovana ločeno, midva sva ju združila v en prostor, bolj enostaven in podolgovat, da je nekoliko večja in nama tudi to je bolj ustrezalo. Tako da smo uspeli še pravočasno doreči to spremembo z izvajalci. Naknadno sva pa potem tudi podrla en del predelne stene in sva jo nadomestila z enotno ogradno omaro. Iz druge strani hodnika pa v bistvu vstopimo v spalnico, ki je tudi zelo svetla in lahko zaokrožimo pot skozi to drugo odprtino v tej nosilni steni. Ograja balkona je zasnovana kot del fasade, ta neka konstrukcija mreža, po kateri pleza glicinija. To je bilo že strani arhitektov zamišljeno kot fasada. In moram reči, da je res ena dodana vrednost, ker kot ta rastlina cveti, je res polno čebel, zelo lep vonj, pa še zastre nekako pogled iz ceste. S partnerjem sva pa dopolnila to zelenje še s svojim zelenjem, imava veliko rastlin in spomladi ta balkon res zaživi in ustvarja prav eno tako malo zeleno oazo. Kje ste pa našla izvajalce? Izvajalce za interjer sva našla preko priporočil prijateljev ali družine. V bistvu mizar, ki je večino pohištva izdelal, tega, kar je izdelano vgradno in po meri, je v bistvu mizar, ki sodeluje z družino že nekaj let in smo vedeli, da je zanesljiv in natančen. Druge izvajalce sem pa preizkusila prvič, pa se je izkazalo tudi za dobro sodelovanje in jih zdaj uporabim tudi še za kakšen projekt vnaprej. Poznate platformo Moj Mojster? Ste že kdaj uporabljali? Ja, poznam. Zelo rada se jo poslužujem, kadar pridobivam informacije o cenah in jo priporočim velikokrat tudi svojim naročnikom, bodisi za iskanje izvajalcev, kadar se odločijo za prenovo v lastni režiji, ali pa jo priporočim tudi kakšnim prijateljem. Kako ste pa oblikovali osvetlitev? Za splošno osvetljavo sem izbrala neke bolj nevtralne elemente, neizstopajoče v beli barvi. Potem sem pa dodajala te bolj posebne kose, ker je to v bistvu tudi
en velik del moje strasti, to iskanje nekih zanimivih kosov spet iz druge roke, ki morda potrebujejo samo nek preobrat, neko dopolnitev, neko spremembo in lahko super spet zasijajo v nekih bolj modernih, novejših prostorih. Pomembna mi je bila pa tudi kvaliteta osvetlitve, s tem se kar nekaj časa že tudi ukvarjam, preizkušam, kakšne luči so bile že 2-krat zamenjane recimo, tako da zdaj že vedno bolj vem, kaj deluje in kaj ne. Kaj bi pa svetovali drugim, ki se lotevajo podobnega projekta? Če imajo čas, naj si ga vzamejo, naj poskusijo dobro določiti prioritete, pa tudi kaj jim več pomeni. Naj si upajo, pa naj zaupajo arhitektom in izvajalcem. Kaj vam pa pomeni sodelovanje na festivalu Odprte hiše Slovenije? Ja, že leta zelo rada obiskujem ta festival in projekte v okviru festivala, kjer uspem začutiti arhitekturo in vidim neke detajle, se lahko obrnem na avtorje, glede kakšnih izvajalcev tudi. Tako da mi zelo veliko pomeni, da letos tudi sama sodelujem z prikazom tega projekta in mislim, da je super, da lahko ljudje to doživijo in začutijo tudi ta prostor. Najlepša hvala za odgovore. Ja, z veseljem.